Pripravljamo visoko gredo, kamor bomo sadili sladki krompir ali batata. No, najprej smo pravzaprav visoko gredo očistili, dodali nekaj organskega gnojila v obliki pelet. Seveda nismo pozabili tudi na kalijev sulfat. Kalijev sulfat je ključen tudi za gnojenje paradižnika, paprike, kumar, kajti to je gnojilo za plod. Organska gnojila, kot so kompost, briketi, pa so več ali manj dušična gnojila, vsebujejo tudi fosfor, predvsem dušik pa je pomemben za rast. No, visoko gredo smo potem dodali nekaj nove zemlje. Naj povem, da sladki krompir ali batata je zelo dobra vrtnina, sadimo jo tam po 15. maju, tako kot ostale toploljubne rastline. Sadimo ga na razdaljo 50 cm med vrstami, v vrsti pa je lahko 30-40 cm, odlično se počuti tudi na vrtu. Kar se tiče same priprave, rekel sem, da uspešno nadomešča krompir, riž in ostala ogljikohidratna živila, ima nizek glikokemični indeks in je dober prav za vse vrtoljubce in vse, ki imate radi dobro hrano.